V podjetju Realka se strinjamo, da je bistvo vseživljenjskega učenja usmerjenost človeku, ki naj bi mu z novimi pristopi omogočili bolj kakovostno življenje in delo, z ustreznim učenjem in poučevanjem pa ga spodbujali, da postane čim bolj samostojen, čim bolj kritičen in čim bolj dejavnejši pri svojem razvoju. Vse to pa lahko posledično pripomore tudi k razvoju kariere. Sledimo cilju, da je danes potrebno pridobiti tudi široko znanje, ki ga potrebujemo, da bi lahko uspešno in kakovostno živeli ter delali kot posameznik ali kot skupnost. Trdno verjamemo, da je branje način pridobivanja znanja, sredstvo za osebni razvoj, saj gre za glavni vhod, skozi katerega ponotranjimo, razjasnjujemo in artikuliramo vrednote. Vsak človek se mora vključevati v različne procese učenja v vseh svojih življenjskih obdobjih. Saj znanje je pomemben dejavnik uspešnosti, tako za posameznika, ki pridobiva različne veščine in kompetence, kot tudi za organizacijo, ki po drugi strani pridobiva dobre in kvalitetne rezultate. Učenje in usposabljanje sta ključna dejavnika razvoja dobrih kadrov in posledično s tem napredovanja organizacije. Poleg formalne izobrazbe, ki je potrebna za določeno delovno mesto, je bistvenega pomena še vseživljenjsko učenje, ki zagotavlja kvalitetnejše življenje tako v delovnem kot tudi življenjskem okolju. V Realki smo usmerjeni v pridobivanje novih znanj in prenosu znanja tistim, ki jim je naša metodologija všeč, saj se opira na eksistencialno pedagogiko in Franklovo logoterapijo. V ta namen posredujemo znanje vsem, ki delajo v vzgoji in izobraževanju, ter ostalim, ki se želijo strokovno opolnomočiti in združiti znanje in izkušnje. V prihajajočih dneh vas vljudno vabim na delavnico Male šole logopedagogike, predvsem imamo v mislih stanovske kolege in kolegice v vzgoji in izobraževanju, starše šoloobveznih otrok in vse tiste, ki jih to področje zanima. Hkrati pa kmalu izide tudi prva strokovna revija Realka, kjer so dobili priložnost za pisanje vzgojitelji predšolskih otrok, osnovnošolski in srednješolski učitelji, učitelji v izobraževanju odraslih in vsi vi, ki pri svojem pristopu oziroma delu v vzgoji in izobraževanju uporabljate inovativne pristope in bi želeli svoje izkušnje deliti z ostalimi. Pravijo, da Sokrat ni bil niti lep, niti bogat, bil je brez plemiškega porekla in vrhunske izobrazbe, pa vendar je prva asociacija ob njegovem imenu modrost. Bodite takšni, kot želite, da vas drugi vidijo, saj je najkrajša in najbolj varna pot do častnega življenja v tem, da smo v realnosti to, kar želimo biti, in navsezadnje se vse človeške vrednosti krepijo z vajo. Nikoli se ne nehajte spraševati, vprašanje je začetek modrosti. Želim vam uspešno parado učenja in seveda izkoristite tedne vseživljenjskega učenja tudi za pridobitev novega znanja.